Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Veseli me, da sem danes spet na uradnem obisku v Etiopiji, leto potem, ko smo napovedali odprtje veleposlaništva Slovenije v Etiopiji in tudi Afriški uniji. Opravila sem zelo dober, izčrpen, iskren pogovor z novim zunanjim ministrom Etiopije. Govorila smo o krepitvi sodelovanja med državama, o tem, kaj si lahko državi nudimo tudi v podpori v multilateralnih organizacijah, predvsem za zagotavljanje miru in varnosti. Etiopija je pomembna partnerica na afriški celini, tudi za Slovenijo. Eno je seveda bilateralno sodelovanje na področju kmetijstva, znanosti, inovacij, kjer imamo znanje in Etiopija ima interes. Drugo pa je seveda, kar zadeva migracije, varnostni vidik, tudi napetosti v regiji, ki naraščajo na vseh straneh praktično in zelo pomembna je bila izkušnja izmenjave mnenj, da sva se slišala in tudi povedala, kaj je tisto nujno, da tako Slovenija, Evropska unija kot Etiopija, Afriška unija delamo skupaj z roko v roki za mir. Relations in Africa with Ethiopia and be present diplomatically in the country. A year ago I visited your beautiful country and I said we will have the embassy here. It's important, it's a beautiful country. And I can commend a lot of good work in the country, including historic economic reforms, the development we can see, and especially what we discussed with the minister, openness to dialogue, searching the political solutions, because we live in a world with solutions. Za Slovenijo je danes res izjemen dan v Etiopiji, v Adis Ababi, kjer smo odprli veleposlaništvo Republike Slovenije ob navzočnosti tudi zunanjega ministra Etiopije skupaj z novo veleposlanico Kristino Rade in tudi prerezali slovesno trak ob izjemni diplomatski skupnosti. Tu je Etiopija v Afriški uniji praktično tretji največji diplomatski hub in Slovenija z odprtjem ambasade krepi svojo diplomatsko navzočnost na afriški celini, predvsem pa izpolnjuje obljube, ki jih je dala tudi v času kandidature za varnostni svet, da bomo delali skupaj, da nam je Etiopija in Afriška unija v tem delu sveta izjemno pomembna za zagotavljanje miru in varnosti.